Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je torek, 21. oktober 2025. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Zaradi holdinga napeto pred sejo Mariborskega mestnega sveta. Zaključeno praznovanje dneva mesta Maribor. Sredozemski voditelji v Portorožu, ni več izgovorov za blokado humanitarne pomoči v Gazi. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Danes se bo sestavil mestni svet, pred sejo pa je napeto zaradi spremembe odloka o holdingu. V Večeru danes o tem piše urednik Mariborske kronike Aljoša Pršak. Aljoša je zdaj v moji družbi. Zdravo, Aljoša. Zdravo, Miha. Torej, dogajanje v holdingu je v drugem mandatu Saše Arsenoviča na čelu mestne občine Maribor redna tema polemik in razprav. Zakaj se je zaiskrilo tokrat? Ja, zdaj že 2 leti spremljamo boj za politični nadzor nad javnim holdingom, ki se je začel, vsi vemo, z županovo tožbo mestnega sveta, prvo takšno v zgodovini mesta. No, letos je v ospredju spor, kdo naj zastopa predstavnike zaposlenih v nadzornem svetu družbe. Zdaj me boš vprašal, kakšno vezo imata župan in mestni svet z delavskimi predstavniki? To te bom vprašal, kakšno? Odlično vprašanje, Miha. Hvala. Kdo bo zastopal interese zaposlenih v nadzornem svetu, je namreč stvar zaposlenih. No, v Mariboru očitno ne. Saj je župan odpoklic 2 delavskih predstavnikov najprej skušal doseči na sodišču, a ga je to zavrnilo. Zdaj pa to poskuša še na političnem parketu v mestnem svetu. Zakaj? Uradno zato, ker si svet delavcev krovne družbe holdinga želi sami imenovati svoje predstavnike, zdaj pa je to pristojnosti skupnega sveta delavcev, neuradno pa zato, ker želi župan Arsenovič imeti kontrolo nad nadzornim svetom, kar je zdaj očitno nima. Spomni nas, prosim, kako so se razpletli prejšnji poskusi Arsenoviča, da v nadzornem svetu javnega holdinga Maribor zamenja predstavnike zaposlenih, torej Sanje Gerdak in Miša Pušnika. Kot rečeno, na sodišču mu s predlogom za odpoklic ni uspelo. Razlaga je bila, da bi tak predlog lahko podal le mestni svet, ter da bi lahko sodišče člana nadzornega sveta odpoklicalo le iz utemeljenih razlogov. Junija na to le prišlo do njune zamenjave v nadzornem svetu, kar je uspelo direktorju Richterju, ki je njun izbris iz sodnega registra, imenovanje novih delavskih predstavnikov v nadzorni svet dosegel na podlagi sklepov sveta delavcev holdinga. A je bilo to v nasprotju z aktom o ustanovitvi holdinga, po katerem lahko predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu izvoli in odpokliče le skupni svet delavcev holdinga. Sodišče je ugotovilo, da za zamenjavo nadzornikov ni bilo dobene zakonite podlage in nazaj vpisalo oba prejšnja delavska nadzornika. Zdaj je zgodba kar malo kompleksna in komplicirana, ne? Ja, seveda, lažje jo bo tudi prebrati v Večeru na vecer.com, ampak zakaj se o tem sploh pogovarjamo? Zakaj je tako pomembno, kdo sedi v nadzornem svetu javnega holdinga? Gre za trmarjenje Arsenoviča in njegovih ljudi ali gre za mogoče kaj drugega? Zdaj že gre tudi za trmarjenje. Skratka, nadzorni svet holdinga, pod katerega spada 10 podjetij, nadzira delo direktorja, ga imenuje in razrešuje. Zraven tega sprejema odločitve o ključnih transakcijah, investicijah, statusnih spremembah, delitvi dobička vseh družb pod holdingom. In zdaj skupina javni holding Maribor je imela lani recimo 128 milijonov evrov prometa. Torej, stolček v nadzornem svetu prinaša velik vpliv, a tudi odgovornost. In zakaj hoče Arsenovič torej tja postaviti ljudi, ki so njemu povšeči? Da bi lahko imel nadzor nad njimi. Ste se kaj pogovarjali z Arsenovičem glede tega? Ne, v zadnjem času ne, je pa že večkrat pojasnil, da on v bistvu na tak način želi samo spoštovati voljo dela zaposlenih v holdingu, ki si tudi prizadevajo za to. Bo tokrat sprememba odloka v mestnem svetu sprejeta? Lahko Arsenovič računa na glasove svetnikov Gibanja Svoboda, s katero je v koaliciji v zadnjih mesecih? To je ključno vprašanje pred današnjim glasovanjem in odgovor je, da lahko, a ne na vse glasove. Namreč, ko je bila včeraj tiskovna konferenca skupnega sveta delavcev, ki nasprotuje spremembi odloka, se je na njej presenetljivo pojavil tudi Marko Slavič, svetnik Gibanja Svoboda, ki je recimo dejal, da je grozljivo razumeti, da nekdo vztraja s tako destruktivnim obnašanjem, kot to počne župan Arsenovič.
Toda, ko sem se kasneje pogovarjal z vodjo svetniške skupine Svoboda Davorko Pregl, ki je tudi podžupanja, mi je povedala, da bodo županov predlog podprli. Predvidevam, da bo glasovanje o tem zelo natesno, saj imata županova lista in svetniki Svobode brez Marka Slaviča in tudi Karin Jorše kar 20 glasov, kar je v 45-članskem mestnem svetu že zelo blizu večine. Bomo videli, vsekakor se nam obeta vroča razprava. Za konec še o malo bolj prijetni temi, o praznovanju Dneva Maribora. Včeraj se je letošnje praznovanje, ki je trajalo več dni, zaključilo s 5 koncerti. Kako ti gledaš na to praznovanje, ki je v bistvu postalo stalnica v zadnjih letih? Zdaj to večdnevno praznovanje je po moje vrhunski poklon mestu, zato pa je zaslužna predvsem ekipa župana Arsenoviča. Pred njim je bilo namreč praznovanje omejeno na podelitev mestnih nagrad in priznanj, na sicer zelo pomemben dogodek, ki pa je bil vseeno omejen na manjši krog ljudi. Z županom Arsenovičem so se začeli tile brezplačni koncerti na različnih lokacijah v mestu, ki so jih ljudje sprejeli z navdušenjem. Zraven tega je bil program letos res bogat, od kostanjevega piknika na promenadi Lenta do vodenih ogledov mesta. Bile so aktivnosti za otroke, Sokijevi bobnarji so imeli koncert na trikotni jasi, tako da zdaj praznik mesta doseže precej več ljudi in še bolj poveže skupnost, kar se mi pa zdi zelo pomembno. Ker si urednik Mariborske kronike, me zanima, kaj si ti zaželel ob 861. obletnici prve pisne omembe Maribora? Mestu sem zaželel, da še naprej ostane najlepše mesto na svetu. Okay. Hvala, Aljoša, za tokrat. O seji mestnega sveta pa berite na vcer.com. Kot smo v pogovoru z Aljošo Pršakom že omenili, se s koncerti na 5 lokacijah sinoči končalo 4-dnevno praznovanje Dneva mesta Maribor, najbogatejše doslej. Kot je znano, Maribor od leta 2021 prvo pisno omembo Mariborskega gradu, ta se je zgodila 20. oktobra 1164, ne praznuje več le slovesnostjo s podelitvijo nagrad in priznanj za ožji krog povabljenih, ampak z nizom dogodkov, namenjenih vsem meščanom in meščankam, za kar je občina nedavno prejela tudi nagrado Konvente za najboljši neprofitni dogodek. Katerim dogodkom smo bili priča sinoči, na Meranovem je množico zabavala Natalija Vrboten, na trikotni jasi so se zibali v ritmih karneval benda, na Gorci v Malečniku so plesali na glasbo Sare Lamprečnik in Alena Kovšeta, pri lovskem domu v Kamniški grabi so zbrane s harmoniko podžigali gadi, na promenadi v mestnem parku pa so na svoj račun prišli ljubitelji pop rocka, množico obiskovalcev so navdušili Leonard. Promenada je sicer bila nadomestno prizorišče, v preteklih letih so bili koncerti namreč na Piramidi, kjer je tudi stal grad, po katerem je mesto dobilo ime, a letos zaradi prenove vinogradov tam koncert na Piramidi ni bil mogoč, zato se je preselil torej v mestni park. Ob tej točki še enkrat vse najboljše, Maribor. Gremo še na obalo, kjer je potekal vrh sredozemskih držav, ki ga je gostila Slovenija. Pogovarjali smo se o nujnosti krepitve konkurenčnosti EU, oprli smo se na Draghijevo poročilo. S konkurenčnostjo je povezanih veliko tem, premostiti pa moramo inovacijsko vrzel. Vlagali bomo v inovacije in raziskave, ki jih moramo prenesti v gospodarstvo. Zagotoviti moramo tudi energetsko neodvisnost Evrope in razogljičenje, je po vrhu voditeljev skupine Med9 sredozemskih držav članic EU dejal gostitelj premier Robert Golob. Voditelji Slovenije, Francije, Španije, Grčije, Portugalske, Malte, Cipra, Hrvaške in Italije so se srečali v Portorožu v hotelu Kempinski. Tik pred zdajci je udeležbo odpovedala italijanska premierka Giorgia Meloni, nadomeščal je zunanji minister Antonio Tajani. Izostanka Meloni ni utemeljila, italijanski mediji pa so pisali, da jo je zmotilo, da bo vrh v obisk podaljšal francoski predsednik Emmanuel Macron. Nekateri viri pa pravijo, da ima Meloni preveč dela s proračunom, tretji pa, da se je Meloni želela izogniti sicer neobvezujoči skupni izjavi o Bližnjem vzhodu. Kakorkoli, voditeljem se je dopoldan na razpravi o konkurenčnosti v EU pridružila še predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
In kakšni so sklepi srečanja? Sprejeli so Portoroško deklaracijo o evropskih zadevah pred srednjim vrhom EU v Bruslju. Navzoči pa so govorili o krepitvi, torej konkurenčnosti, kot smo že dejali, in tudi o miru v Gazi. Podrobnosti pa najdete v poročilu Jona Kneza, ki je avtor tudi današnjega uvodnika v Večeru. To je bil Večer zjutraj 21. oktobra 2025. Z vami sem bil Miha Dačman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo vam, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.